Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci oddaje Najvižja. Takole v živo se vsak četrtek javljamo iz VTV studija vaše televizije in zelo sem vesel, da smo spet skupaj v dobri družbi. Danes imam posebne glasbene goste, odlične muzikante, imenujejo se pa Abuhi, ampak to niso kar tak eni navadni Abuhi, to so planinski Abuhi. Fanta, dobrodošla, Tilen Tadej. Lep pozdrav. Lep pozdrav, kako sta? Pa v redu, lej. Zelo v redu. Zdaj, jaz sem vaju prav napovedal. Ja, super, meni ti čestitati, res. Ker sem prav izgovoril ja, planinski si dejansko rek, tako se zareče, ker glih pred kratkim, kakva sem kek ceta nazaj, ne pol leta nazaj. Smo tisti planinski mi nekot bolj ko ne odrezali, pa prečrtali, ker Korošci še vejo, kaj so planine, Šaleška še morda ve, kaj so planine. Pa razložimo mogoče zdaj vsem gledalkam in gledalcem, kaj so planine in kaj so sploh za eni ptiči abuhi, recimo. A se ti dobro težko vnavljati? Ne, pa sej itak, sej že pač neki let to ponavljam. Ok, sorry. Veš, jaz sem prvič tak v tvoji družbi sem živel, ampak tak pred ekranja, ne, in ja, mogoče te bom povprašal kaj takega, da bo na novo. V redu, dajma, planine so planine, to je planina, to je čisto planina, okay. Ne, gore. Pa to, se pravim, to že naprej od tega okoliša imajo že težavo, da vejo, kaj je planina, pač to je planina, ne. Medtem ko abuheva, Korošci imamo abuhe, kje drugje se verjetno kaj drugače reče. Nema je to isto kot nek jastreb, ali je to isto kot ptica ujeda, je. Tam ja, kanja, nekaj v tem stilu. Okay. Pač kure krade. No, to sem hotel jaz tudi povedati, ja. Okay. V redu. Kje, fantje, ponovadi vadite? Oziroma, odkot pravzaprav prihajate? Ste z različnih koncev? Ste pretežno Korošci, če kaj prav vem? Ja, rečemo, da se smatramo za koroški ansambl. Znači prav, Tilen je iz Mozirja, original, zdaj v Mariboru. Rožle je iz Belih Hod, kar je zelo blizu, ne? Jaz sem original iz Mežice, zdaj sem iz Podgorja. Alen je Varavnčan, on je pa naša najnovejša, leto dni stara pridobitev, je pa iz Ravn. Teda pač ja, nekaj se smatramo za koroški ansambl, že sam zaradi imena, no, ker sem pač čitno sem ga jaz forsiral. Super. Sem zelo vesel. To je ostalo, v bistvu je bila ena taka zafrkancija, pa je ostala in še do današnjih dni, v bistvu. Ja, dokler se niso začeli ljudje jezika lomiti na planinski. In pol ste ostali abuhi. Ja, zdaj pa smo samo abuhi. Tudi pa še vam tako imena vas pohvala. Lepa. Super. Ok, vaši začetki sežejo v letu 2012 in če jaz kaj prav računam, ker smo leta 2022, imate letos okroglo obletnico, Tilen. To pa je ena prelomnica. 10 let je pa že kar ena lepa doba, bi rekli, no. Res je. Da smo zdržali toliko časa skupaj, pa še bolj bom rekel, navdušujoče je to, no, da smo tudi nekaj zanimivih stvari naredili vmes, pa bom rekel malo zrasli in da smo v končni fazi tudi lahko s ponosom gledamo na to prehojeno pot 10 let, tako da. Res je to lepa doba, veliko lepega se je že zgodilo, pa se spomnite mogoče tistih prvih začetkov, ste bili že prej prijatelji ali kako je bilo? To je bilo, ja. Ne, mi smo se spoznali pri Akademskem pevskem zboru v Mariboru, nismo prej poznali se med sebi, no. Ne. To je pač, čisto zajebance je pa vedno, pač tam imaš vaje, a ne, po vajah imaš pa še ene vaje, malo drugačne, a ne. Poznam to, ja. No, evo, tam pač smo vedno neki špilali, neki peli, pa pač, kar nekaj te zraste z tega, jaz ne vem, no pač. Nekaj je prišla ideja, ko smo to neko skupno muziciranje ali pa bom rekel veselje do te glasbe gojili, a ne, je pa prišla ideja, kaj pa če bi mi kaj probali še tako bolj, ne samo v tem okviru našem, da še gremo malo bolj širše. In je pa prišla ideja za ansambl. Smo nekaj probali, malo smo začeli vaditi. Prvi špil je bil januarja
V bistvu je tega, mi nismo si še rekli kak ansambl, ampak moja tašča je rekla, da rabi ansambl za Abrahama, ne. Aha. Sem rekel, ako vaj sem koga blaha, ne. Je rekel, zakaj vi ne špilate? Sem rekel, pač kdo mi, ja pač vi. Sem rekel, v redu, te bomo mi špilali, pa bo to. Torej, morate zdaj tašči vsak mesec dati dele svojega zaslužka, zato ker je ona kriva, da ste pravzaprav nastali. Smo bili zanč mlaj špilali. Ste se malo odkupili, okej. Na nek Super, način. še bomo kakšno rekli v vaših začetkih. Zdaj pa si prvoščimo eno veselo polko Abuhov, Tvoj junak. Če bil bi veter, bi tisti bil, ki mrši ti lasi, te boža in poljubiti te sme. Če bil bi sonce, še po zimi za tebi sijal in tvoje hladne bi noči pregnal. Če bi ti mi dovolila, bil bi tvoj junak, da se ne bi izgubila na križišču znak, da bi večno me ljubila, to si le želim, le če ti me boš zbudila, mirno še zaspim. Da bi večno me ljubila, to si le želim, le če ti me boš zbudila, mirno še zaspim. Če bil bi senca, strajno tebi bi samo sledil, da bi v tvojo se podobo zlil. Če bil bi ptica, vsako jutro tebi bi zapil in dober dan vesel ti zaželel. Če bi ti mi dovolila, bil bi tvoj junak, da se ne bi izgubila na križišču znak, da bi večno me ljubila, to si le želim, le če ti me boš zbudila, mirno še zaspim. Da bi večno me ljubila, to si le želim, le če ti me boš zbudila, mirno še zaspim. Smo že nazaj tukaj v studiu, so nam vrezali eno veselo polko Abuhi, ki so še vedno moji gostje, torej Tilen in Tadej. Se še vredo dobro počutite? Brez skrbi, če smo pri tebi, kaj pa? Ok, super, sem vesel, tudi jaz se fajn počutim v vama. Zdaj me pa zanima, kdaj ste se zaljubila v glasbo, čisto po domače povedano? Že to od malih nog ali kasneje? Tadej, kaj ti odgovori naprej? Jaz smo malo različno. Jaz nižji glasbeno sem delal s harmonike, ne. Aha. Kjer mi niti približno ni to pasalo v tistih letih, a ne. Sem hitro to prišel na klaviature, pa sem v rock bandu špilo, ne vem, 7 let, kaj tega, težek rocker, a ne. Zdaj na stara leta si pa šel. Ja, malo pač, za a veš, zraven. tako si ti nadijal, zdaj to im šel, ali kaj, nimam pojma. Ne, pač, na neklek se nek klik drugačno naredi, jaz res, ne vem, na Krembrc sem pač dejansko videl lepoto v tej glasbi, ko mi je šel pač prej na živce, ne morem reči, no. Pa lepo. čist se mi je obrnil, čist pa the best mi je bilo, no. Lepo si to povedal, pa tudi verjetno so tile neke prednosti, če imaš recimo rockerja po duši v ansamblu. Verjetno ti je še rock glasba vedno všeč. Mislim, ampak, absolutno, ja, no, absolutno. Ja, sigurno. Mi v bistvu izhajamo iz različnih glasbenih področji, tudi v končni fazi. Jaz sem zelo aktiven tudi recimo v godbi, a ne, godba Zgornje Savinjske doline, pa mi je recimo ta orkestralna glasba zelo blizu. Pa tudi načeloma po duši tisto, kar si v avtu sučem, ni glih harmonika,
Tak da, različnih glasbenih profilov smo, ne, ampak imamo pa tudi to skupno točko, to skupno veselje, ko je v bistvu neko v nas, v spodaj, ko je to očitno v tem našem prijateljevanju privrelo ven in smo se najdli tu in v bistvu tudi imamo, kako se temu reče po angleško, soft spot, eno tako mehko točko za to glasbo, tako da z Po veseljem. mojem je to malo DNK je zapisano nam Slovencem. Jaz ne vem, no. Kar tik pride, a veš. Pride, ja. Sigurno da. Verjamem, samo od sebe. Kakšen se vama zdi, čeprav verjetno se ne profesionalno ukvarjate z glasbo, še delate kaj drugega, tudi o tem bomo rekli malo kasneje več, ampak kakšen se vama zdi poklic muzikanta? Je to lep poklic, naporen, težek, kakorkoli? Čisto, kar si zdaj povedal. Lep, naporen, težek, izpopolnjujoč. Ja, absolutno. Vse je v bistvu, no, vse v enem. Posod vedno so neke slabe strani v življenju, pa tudi dobre, a ne? Ampak predvsem tiste dobre nadvladajo in to je bistvo in se mi zdi, da poklic muzikanta je sigurno tak, no. Verjetno je najtežje, saj z mojega vidika je tako, ker ne smeš kazati čustva svoja, kažeš skozi, tako na odru, a ne? Ampak skozi moraš biti, imam občutek dobre volje, čeprav lahko ima slab dan. Ja. In po mojem je to najtežje, kaj pravite? Sigurno je. Jaz se s tem popolnoma strinjam. Pri nas imam jaz tisto nalogo, ko mora nekot animirati ljudi, ne, na špilih pa tako naprej. In sem skozi ta leta, kolikor delamo, sem že razvil to tehniko, da lahko odklopim tisto, kar imam, kar me teži že odprej, pa pol sem samo veselje na špilih. Pa to, tako da v bistvu moramo biti tudi igralci v končni fazi, a ne, če te gledaš. Tako. Ja. Pa težko je včasih, mislim, če špilaš kako ohce, rečemo. Pa sploh čez cel dan, če traja, da zjutraj ti že ob 8 štartaš, ob 9 postavljaš ozvočenje, ob 11 začneš spremljati, priješ včasih, ko te sonce cel dan pleši tota v tepko, a ne. Ob 6 že čist zmatran, v bistvu, ko bi pa šele pravzaprav začel moraš špilati, a ne. Ja. Pa tisti izziv, da pa če se mrš, kakor hoješ, pa znaš dvigniti, da zdržiš pol do jutra. Meni je v bistvu najbolj zabavno, da recimo ob 4-5 zjutraj, ko je že vse bolj ko ne proti spanju gre, še mi moramo tisto najbolj naspiderati ljudi, a ne, in takrat mi je najbolj zanimivo, da jih zanimiram, a ne, do te mere, da gremo pa še, ne. Čeprav pol damo še kak komad, ne, ko jih pa glih v kontra tudi obrne, kdaj pa, daj pejte. Tudi to poznam, če predolgo špil traja, a ne? Ja. Okay, to sta vse lepo povedala. Zdaj mi še povejte, kakšne lastnosti torej za vaju mora biti en tak dober muzikant? Recimo, kakšne lastnosti, da je uspešen, da ga ljudje sprejmejo? Ja. To si dal zdaj odlično. A mora biti Ne vem, ko mi tako malo povedal, bolj- recept nam povej. Ne, jaz ne vem. Zdaj frizura na to ne vpliva, oziroma še ne vem, ker Kako mora je biti, da je bila uspešen? koronska zadeva, tako da ne vem. Sem mislil, če videl, veta slučajno. No. Ne. Po moje, če bi bil Rožle, to bi sigurno rekel, da mora biti muzikant s srcem. Ja, da je absolutno. srce tisto na prvem mestu, da da res svoje čustva in vse tisto energijo življenjsko, ko jo ima v glasbo, da je lahko na tak način uspešen, ker v bistvu bojo ljudje tudi to razumeli in videli. To je čar vsakega dobrega glasbenika, ne? Da zna v bistvu muziko predstaviti in dati ljudem, da se tudi njih dotakne. Ne? Tako, to si lepo povedal, torej Hvala srce je lepa. najbolj pomembno in s tem se Srce tudi najbolj- strinjam. Srce je najbolj pomembno. Drugače pa zdaj bomo slišali eden za moje pojme lepših valčkov Abuhov 7 pegic. Uživajte. Štil sem ti pige, sem se zaštil, vidno znova jih štiti začel. Skrivala si kotičke srca, razkrila mi delček neba. 7 pigic naštel sem ti, zagledal se v tvoje oči, uresničila želje si vse. Postala si moje dekle. Tvoje pige zmešale so me, oči
oči lesketale so se, pogled tvoj gane me. Tvoji lepi ognjeni lasje, dotiko si mojih želi, ko rekla si, da ljubiš me. Naštel sem ti, zagledal se v tvoje oči, uresničila želje si vse, ti postala si moje dekle. Tvoje pige zmešale so me, oči lesketale so se, pogled tvoj gane me. Dotiko si mojih želi, ko rekla si, da ljubiš me. Dotiko si mojih želi, ko rekla si, da ljubiš me. Ljubim te. Čudovit valček je tole bil, jaz sem se zelo užival za mojo dušo. Še vedno pa v studiu imam dva abuha. Zgovorna abuha, ste slišali? Tako se Alen, ja, kaj sem rekel zdaj, Tilen lepo oglaša, to sem hotel povedati. Ja. Ok, Tilen, slišal sem, da ti hodiš v prvi razred, če vedno, menda. Je to tudi tvoja služba, menda, da si v prvem razredu? Ja, res je. Si učitelj razrednega pouka? Drži. Sem se dobro pripravil. Ja, dobro si se pripravil. Dobro si naredil domačo nalogo. Evo ga, dobiš štampilko. Hvala lepa. To sem tudi hotel, ker že dolgo časa nisem dobil kakšne zvezdice ali pa štampilke. Ja, dobiš. Moja pravi, da slabo delam domačo nalogo in sem vesel, da me vsaj ti pohvališ. Jaz bi ti dal štampilko, trudi se še naprej. Povej mi, je zahteven poklic učitelja? Mislim, da to sprosti, je to ful napora ali kako je to? Pa vem, mislim, da bi zdaj tak naporen bil. Pa ni, mislim, to je tako, veš, je pa ni tako valovi so. So učenci pridni? Ja. A so spet kakšni valovi? Tu so valovi, predvsem valovi, pa zelo je odvisno od lune, ne moš verjeti, ampak je res je ful odvisno, kakva luna je. Pri nas je isto, ko je polna senlač in izprazno cel hladilnik in pravi, da takrat ni dobro jesti. Verjetno je pri otrocih tudi tako, da no, ko je polno sicer oni so prvi razred, tako da so skozi lačni. To je vseeno. Oni so skozi lačni, ampak kar se pa, bom rekel, koncentracija pa tega tiče, to pa se pa prilično pozna, ja. Si strok učitelj? To boste mogli pa vprašati otroke. Ja, res bom mogel. Jaz sem mislil reči, da boš rekel, ti boš pa mogel priti v prvi razred. Lahko prideš v prvi razred. Zdaj smo glih par A pa I, črka, tako da vabljen. Mogoče se pa res oglasim. No, Zdaj smo spoznali, kaj dela Tilen, zdaj še pa poprašamo Tadeja, kaj pa ti delaš, ko nisi na... V svojem prostem času. prostem času, če ga je kaj. Jaz pa delam na Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Saj se nisem zapomnil. Ne, se naš je klic noar, da sem to zdrdral, ne govori. Dober si, dober, ja. In kakva je tvoja funkcija? Kulturni center Ravne. Predstave, igre, abonmaji,
otroške predstave, koncerti, take zadeve. Torej ste bili zdaj v tem času kar fejst prekrajšani, verjetno. Na zadnje, kar je bilo v oktobru, je bilo nekaj. Predtem ni bilo od 2019 nič. Zdaj trenutno je spet nič. Tako da... Da, tisto nič je še kar popularno. Tisto nič je kar, ja, ne govori, ja, res je. Res je. Čakamo na boljše cajte. Ok, zdaj, če še imate vmes kaj časa takole med službo in glasbo, pa imate še slučajno kak hobi zanimiv, tak, da bi ga lahko zaupala nam in našim gledalcem? A je čas sploh za kak hobi še takega aktivnega muzikanta? Pa za sprostitev? Tudi je. Moj hobi je recimo, da igram v orkestru, igram tubo. To mi je recimo ena taka sprostitev. Sprostitev mi je tudi zdaj na te, ne bom rekel na stara leta, ampak na trenutna leta mi je, da lahko na vrtu kaj naredim. To mi je tudi fajn. Tako da pa v naravi sem rad. To je recimo en moj hobi tak. Kaj sediš na vrtu? Ali tvoja sedi, pa ti sam prekopaš? Ne, sam fizični radnik, ne. Ne, pa tek, kaj povem, vse je tako, da imaš nekaj za nataler dati, da je malo zelenjave, razno, tudi. Meni noben ne bi verjel, če bi rekel, da sem rad na vrtu, pa dovolj korenčka pojemaš. Tebi pa to paše, tako da... Meni to paše. Verjamem ti, sem kupil to idejo. Za tebe bi pa rekel, da imaš rad tisto, kar iz vrta pride na taler. Ne radiš tam tisto, kar iz vrta pride, kar direkt v hlevo, veš, tam so pa neke štirnozne živali. To, ja. Ja, pa tvoj hobi, mogoče. Ne, veš kaj, Nimaš hobija. Jaz še vedno iščem svoj šport. Res? Mislim pač, ja, ne vem, ful bi se rad z nekim športom ukvarjal, ga še nisem najdal, veš. Lahko se meni pridružiš, jaz rad gledam. A ti tudi iščeš svoj šport? Da bi zdaj nek poseben hobi rekel, ne vem, meni je dejansko glasba mi je tisto, kar pač mi je hobija, ne. Stalo pa tek pač kak izleti s familijo pa take reči. Tudi veliko časa verjetno glasba že sama pobere, ni časa toliko za druge različne hobije. Ja, no, če smo že glih pri hobijih, tudi ti hobiji so zelo odvisni od kakšno imaš pač doma partnerko, ženo, torej sta vidva poročena. Sva. Lej, kak lepo sta pokimala. Tako smo se naučili. Se ne bom kaj takega vprašal, glavnem, če sta poročena, a sta že dolgo poročena? Ja, midva smo se poročila 2020, tako da smo sorazmerno frišno poročena. Frišno, to pa res. Ja. In je kakšna sprememba zdaj, ko si poročen? Sigurno. Je, mislim, za najo je. No, to je fajn slišati. Tako da A kaj bolj huda, si bil prej ti glava družine, pa se je zdaj obrnilo, ali je že skozi ona? Pa vem, no, nekaj poskušam balancirati, da je od vsakega beseda nekaj velja. No, super. Pa se veš, kompromis, to je glavno, kar je. Tvoja je pa zadnja tista, ne? Beseda. Da, draga, kako že? Da, draga, moja vedno zadnja. Ja, tako, Okay. da se strinjam. Ti si tudi poročen že? Ja, od 2017 naprej, gre v 4. leto. Super, tudi jaz sem se poročil 2017, vidiš. A res da? A smo se srečala kje? Ja, ne vem, možno. A smo se že nekako govor, da kje vemo. Ko ste se vidva ženili? Ne. Ti pa ne, no. Mislim, da bi se spomnil. Super. Lepo je z vama klepetati, zdaj si pa prvošimo spet malo glasbe. Plešiva je naslov naslednji polki. Spomini hiti, tja v tiste dni, ko smo otroci brezskrbni bili, ko priplanjal cvetja in trav, hiteli smo svet sanjal. Še v tistih dneh ti si bila zame kot reka najlepših želja, kakor dragulj sredi srca meni sijala suza. Čas je hitel, jaz sem odšel, sanje zapustil, čeprav ne bi smel. Svoje dlani, solze sem skril, upanje sem pustil. Moje srce vedelo je, da si edina za me, da vrnem se nekega dne in s tabo plesal bom le. Zdaj plešiva, skupaj srečna sva. Kjerkoli sva, le plešiva.
zažari, biser iskrene ljubezni si ti. Vedela si, da ples je to, kar želim si res srčno. Srečen s teboj, le sem zares, s tabo življenje je moje kot ples. Ritem srca za naju dva, pesmi najlepše igra. Zdaj plešiva, plesu srečna sva. Nagin je svet, s plesom vrst prežet, kjerkoli sva, le plešiva. Moje dekle, jaz neskončno ljubim te. Kjerkoli sva, le plešiva. Moje dekle, jaz neskončno ljubim te. Dekle, jaz neskončno ljubim te. Takole smo se zavrteli, upam, da ste se vsaj vi, no mi smo kar pridno sedeli in uživali ob glasbi, ob krasni polki, še vedno sta gosta dva abuha. Prej smo se pogovarjali malo o ženah, pa tako, če sta poročena, zdaj me pa zanima, glede na to, da sta muzikanta, kako se pa odkupita svojim dragim ženam za te vajne neprespane noči? A se to sploh da? Mislim, nadoknaditi, odkupiti. Ja. Kar iskreno povej, kupiš kako rožico, Ja, ali pač nič, ona ve, da si ti muzikant, pa to je to, tako je. Pač tek je. pač tako je, ja, včasih je treba malo tudi zgladiti kakšne tenzije, bom rekel, napetosti. Pa ja, mogoče kakšna rožica pada, pa da si kdaj ki drugje, kak cajt več vzamem za njo, pa je pol to, no. Okej. Ja. V redu, dobro si to povedal. Da tudi jaz poslušam vaju, da vem, kak je to ta pravi recept, kako se odkupiti. Povej mi, imaš ti tedej kak izgovor mogoče tak dobro pripravljen, če prepozno prideš domov, a veš? Kaj reči ženi, da ni huda? Ja, ne. Tudi ne vem, kaj glih. Ne veš, ne bi izdal zdaj. Ne vem, ne spomnim se, da bi ti kak nasvedel zdaj. Pač Najboljše je ura taka, ko je, če je. Či je, ali? Ali grem spat, ker pa to je to. najboljše reči, oprosti. Ja, sam res. Ja. Pa tudi najlažje, pravzaprav, Ja. mislim najlažje, če iskreno ni. Ok, zdaj smo malo zašli. Zdaj bomo slišali kmalu vaš valček, ki ste ga predstavili leta 2020 v okviru slovenskega polke in valčka. Krasen valček. Je kakšna zgodba okoli te skladbe? Kdo je mogoče... Ja, avtor glasbe je, se pravi, Luka Krof in aranžma, ja. Avtorica besedila je Mojca Šipek. Z Lukanom v bistvu zdaj že kar nekaj cajta sodelujemo, kar se tega tiče, sami skladb. Nekaj smo se ful povezali z njim, pa se štekamo. Isto z Mojci pravzaprav, no, je tudi praktično avtorica bolj kot ne večine besedil. Mojca Šipek torej, ne? Tako, Mojca Šipek, ja. Super. Zdaj, da bi sama skladba imela neko posebno zgodbo da. Posneli ste zelo lep in zanimiv videospot za to skladbo, no? To lahko vas pohvalim, da tudi gledalke in gledalce povabim k ogledu tega spota. Sedaj pa bomo slišali v našem studiu, takole so zaigrali lep valček, polnočni ples. Naj bo ta noč, najina noč, bodiva skupaj le jaz in ti. Daleč sva proč, nekje nekoč, pravljica stara naj jo živi. Ko gledam te, jasno mi je, ti si princesa, ki sem jo iskal. Poljubi me, povem ti vse, zdaj, ko sem končno te spoznal.
Zaplišiva tesno v objemu, ta polnočni ples. Začarana v sanjah, ki godijo se zares. Ko z mano si, čas stoji, tik-takale srce. Obljubim ti, ostal bom ob tebi, ne drugi. Naj bo ta noč, najina noč in naj bo vse, kot želela sva si. Daleč sva proč, nekje nekoč, sreča naj dolgo še z nama bedi. Ko gledam te, jasno mi je, da je usoda hotela tako. Poljubi me, povem ti vse, ljubezni priča je nebo. Zaplišiva tesno v objemu, ta polnočni ples. Začarana v sanjah, ki godijo se zares. Ko z mano si, čas stoji, tik-takale srce. Obljubim ti, ostal bom ob tebi, ne drugi. Ko z mano si, čas stoji, tik-takale srce. Obljubim ti, ostal bom ob tebi, ne drugi. Obljubim ti, ostal bom ob tebi, ne drugi. Polnočni ples, tako lepa skladba za dušo. Fanta, ta skladba, pozabili smo prej omeniti, ta skladba je tudi namreč dobila nagrado na Ptujskem festivalu, Korenovo plaketo. To je plaketa, ki se podeli ansamblu za najlepše izvedeno večglasno petje. Sta zato ponosna, verjetno čestitke. Ja, hvala. Smo zelo ponosni, sigurno, da to je ena taka potrditev, da smo le po teh letih skupnega obranega petja našli eno skupno melodijo, ki nam sede. Kako smo hotel zaključiti, ker je le ena tako boritev, smo hotel reči, da ni sfavš. Tudi to. Preveč. Tudi to. Pač verjetno paše še tudi strani strokovne komisije, da dobiš kakšno potrditev, ne samo strani občinstva, čeprav je tisto, da te ima občinstvo in gledalci radi, to je verjetno najbolj pomembno, ne, se strinjate? Tudi. Mislim, absolutno se ti delaš, kar delaš za, mislim, prvi vrsti za sebe, če ti je nekaj všeč, da delaš svojo glasbo za sebe, a ne, kakorkoli že, no, je pa fajn, da pač ljudje to sprejmejo. Zdaj pa, če pol še to neko strokovna komisija oziroma ljudje, ki so že več cajta v tej glasbi potrdijo na nek način, a ne, je še pa teh boljš. No. Res je. A katere nastope pa imate najraje, recimo, so to poroke, veselice, kakšne zaključene, a tiste, ko so najkrajši, ali kako? Kaj povem, Vse radi v preigravate. zadnjem času bolj prednjačajo poroke. Tako da trenutno nam je najboljš na porokah.
Ja, ne, zdaj se govori, ne, čeprav med se tudi ovce, ja, zakon sem eno, ne. Samo iskreno fajn na njih, no, tako da. In se spominjaš verjetno tistega dne, ko si sam stopil pred oltar, verjetno tudi, ne? Včasih podoživim, če, a veš, če že glih na koru pojem. Zdaj te bom vprašal še eno vprašanje, ko je zelo pomembno, oziroma vaju oba vprašal, na kateri strani je pa bolje, biti tam kot ženin ali kot muzikant? To si se zdaj spomnil, da lahko vaju vprašam. To je dobro vprašanje. Ko sem bil ženin, sem zjel, me je cel dan tek nekot krmino. Kar pač, a veš, ne vem, sem zjel, tek ful, da bi vsak moment doživel, ali pa ne vem, je to malo zaradi stresa, malo zaradi živcev, ali zaradi česa, pač sem zjel, da je tako hitro se odvijal, pa kar ne mrt je bo zjutraj, ne vem kaj, pa je bo pač konc, ne vem. Potem, ko si muzikant, je pa včasih dolgo, pa vse doživljaš, pa vse vidiš, pa vse, veš, mislim, taka razlika je zdaj. Kam je bolj všeč, je absolutno, pač poročni dan mi je bil bolj všeč, kot pa ovce. To je bil dober odgovor, veš. Dober odgovor si dal, verjetno se ti pridružuješ. Ja, sigurno, ja, takrat, ko smo se med dva poročala, je tudi, moram reči, da je zelo hitro minilo. Veliko, oziroma skoraj marsikaj ne folgaš predelati, sploh v svoji glavi, stvari grejo mimo, marsikaj gre mimo, ampak te kot muzikant pa že lahko malo tudi iz distance pogledaš, pa se malo bolj, bom rekel, malo bolj vleče, če lahko rečem po domače. Se strinjam z vama. Super ste to povedala in se lepo izmazala, moram vaju pohvaliti. Ok, tudi čas naše oddaje zelo hitro teče in zato si privoščimo malo dobre glasbe. Naslednja skladba, naslednja polka od Abuhov Ne muči me. Videl sem jo, na klopci sedi, v parku za mestom od mnogih oči. Pristopil sem potihoma k njej, rekel sem, da mene le imej. Poglej me, nasmej se mi, rad bi poljubček na lička ti dal. Moje srce bije za ti, le tebe, dekle, si želi. S tabo živil bi do konca vseh dni, tvoj sem le, ne muči me. Stisni, objemi me nižno nocoj, saj viš, da ljubim te. Srečen sem, ker tu si ti, ob meni, ob jutri, ko se prebudim. Si angel moj, letim s teboj, prosim, ostani z menoj. V življenju si včasih sam, se iščeš in tavaš, a vedno zaman. Ne skrbi, prepusti se, saj sreča kmalu najde te. S tabo živil bi do konca vseh dni, tvoj sem le, ne muči me. Stisni, objemi me nižno nocoj, saj viš, da ljubim te. Ne muči me, stisni, objemi me nižno nocoj, saj viš, da ljubim te. Saj viš, da ljubim te. Krasna polka Abuhov, še vedno sta v moji družbi Tilen in Tadej. Zdaj pa mene in verjetno tudi naše gledalke in gledalce zanima, če ste vi starši, imate že kaj podmladka, ste pridni? Ja, večina, bom rekel 3/4 ansambla že ima podmladek, midva še pa ne.
Pa ne mi dva. Mi dva. sem Mi dva razumel. govorim za sebe, pa za žene. Sem razumel, v redu, ja. Tudi za to bo še čast. Ja. Čast, ti pa Jaz pa imam, ja, enega fantka. enega fantka, koliko starega? 5 bo maja, se pravi 4. Že kaže kaj zanimanja za kakšen inštrument ali kaj podobnega? Ja, jaz sem pri teh letih, mislim, absolutno kaže, ampak koncentracija je tek včasih minutna, včasih 2 minutna, pa je spet kaj drugega bolj zanimivega, to se pač kera, veš. Poznamo to, Ja, da moraš zdaj, ne mislim, se jaz ne morem reči, da zdaj ful zanimanja kaže, veš pač. Mogoče pa bo. Ja, le, Ja. videli, Ko bomo šli mi v penzijo, da bodo naši nadaljevali otroci. Ne? Ja, tako, da se nadaljuje tradicija. Tako je, tako. Kateri so pa vajni vzorniki, recimo tako v glasbenem smislu kot izven glasbe? Verjetno izven glasbe starši, ampak v glasbenem smislu bolj me zanima. No? V glasbenem smislu. Koga sta v mladosti, pri tebi smo že slišali, tadej, da si imel rad rockerje, vseeno mogoče, kaj sta poslušala, kot, odkar pomnite, recimo, kakšno glasbo? Ja, jaz recimo izhajam iz zelo take glasbene družine. Pri nas je tudi še živo družinsko petje, tako da mi vsi starša in otroci 4 smo. Še vedno kaj zapojemo, ljudsko pa tako čist klasično, ne, po domače. Tako da jaz sem v bistvu s to pevsko glasbo sem že od malega sem v stiku z njo in moram reči, da mi je zelo pri srcu in sem ponosen na to tradicijo in na te pesmi, ki jih imamo v Sloveniji. Ne. In tako da jaz sem v bistvu iz tega ven narastel, saj pol so se razne zvrsti, ki jih rad poslušam, pa to se je seveda spreminjalo skozi leta, ampak da bi pa imel enega taga čist ozornika prav, pa nimam, no, kaj pa vem. Ok, Ja. v redu. Ja. Dobro, sej mogoče je tudi bolje, da nekaj poznamo tudi recimo, če ima kjer takšnega vzornika, ga tudi hitro hoče mogoče kopirati in to ni dobro, ne? Tako da Treba biti svojstven. izhajaš iz ljudske glasbe in Ja, to je zelo lepo, to je naša tradicija. Se strinjaš verjetno? Absolutno, absolutno se strinjam. Saj mislim, veš, vsi smo pri pevskih zborih peli, pač moraš tudi nekaj imeti do tega v sebi, da se odločiš pet pevskemu zboru pet, kjer pač je po večini takšna in drugačna, ljudska ali sakralna, kakršnakoli glasba, ti mora biti všeč v osnovi. No, tega. Naj povem, da mi je zelo všeč, ko tako fajn koroško govoriš. Jaz ne smem in se fejst trudim, da ne bi. Me pa kar hoče malo potegniti, veš, tak. In zdaj imamo en tak dober naslov skladbe, moram Bidvabart poštudiral. Zdaj si se potrudil, da si slovensko pravilno prebral. Naslov skladbe je namreč poštudiral. Ja, bi dvakrat Razmislil, poštudiral, ja, ajde. pa dvakrat poštudiral. To pomeni, kaj pomeni to? Dvakrat bi razmislil, Ja, da bi bi si dvakrat, rekel. se pravi, dvakrat, ja. razmislil, predno bi Zato nekaj sklad- naredil. Okay. Zato skladbo že menda snemate, oziroma je v nastanku videospota, je tako? Ja, trenutno je nekje v fazi montaže, tako da v kratkem, zdaj lahko rečem čist na pamet, teden, dva, lahko je mesec, ne vem, nismo še določili, kdaj ga bomo dali ven, ampak greva za skladbo, ko smo jo v bistvu leta 2017, če se ne motim, tu nekje Tam nekje, ja. predstavili na... Zdaj pa to tudi mešam, a je narečna popevka ali je... Festival narečnih viš, mislim, da nekaj takega. Ja, ker sta bila dva in zdaj pol mešam, no, nikoli ne znam prav povedati, glavnem. Škofi Loki, ampak nikoli se nismo ga odločili dati ven, če se lahko tako reče. Nikoli se nismo odločili za spot za njega narediti. Ne vem, zakaj ne, v bistvu nam je na lagerju stal. Pa v kratkem zdaj bi pač poslušalci lahko to tudi si ogledali kot video spot. Super. Spoštovani in spoštovane, mi ga bomo pa lahko danes slišali tukaj v našem studiu. Eno novejši skladb, Bidvabart poštudiral. Когда nisem naključno izbiral, nisem se zaradi tega del sekiral, pa vedel nisem, da bo prišel cajt, ko štake stvari hotel bom popravit. Ziranga me ona je naredila, kak spedenat me je dobro videla. Se znala rihtat pa narediti je gr, poštimat vedva vsaki je drmr. Dan spa
jaz bi dvamat poštudiral, ne bi hilu, bolj bi se obiral, fasu ne bi njene slabe vole, ko je oštra, da bolj bet ne more. Da štoriham ramam zad pankol, da prešla guišno bo zran mene dol. Na mrsi devam, žlehcem pa zabit, kak gartro že pozabo sem zalit. Za vse sem kriv, ni treba mi priznat, ko ona mere vrže enmu dat. Kje je testa fletna dečva bara, zdaj spomine žiher na notala. Danes pa jaz bi dvamat poštudiral, ne bi hilu, bolj bi se obiral, fasu ne bi njene slabe vole, ko je oštra, da bolj bet ne more. Kdaj stvari cajt polštek obrne, kjera roža dolgo štvara trne, da piknete, ko več ne moš ujet. Si štek izbiru, štek zajme rebet, si štek izbiru, štek zajme rebet, si štek izbiru, štek zajme rebet. Zanimiva skladba, ki smo jo slišali vsaj v naši oddaji prvič. In moram povedati, da se opravičujem za tiste, ki niste razumeli, ni bilo podnapisov, ampak kaj bi rekel, cele skladbe zdaj ne bomo prevedla, ampak je zelo zanimiva, jaz sem jo razumel. Ja, ker sem z tistega območja in Da se le nisi najdel v netest, bi bo malo drugače, da si razumel, je okej. Tist pa ne, okej. Kjer od vaju je, pravzaprav, kjer v ansamblu je največji zabavljač? Torej, si to ti ali ti kdo pomaga tako na špilih, na porokah? Kaj pa vem, mislim, da pokavice pa... Če me ne varaš, je Tilen, po mojem. Je Tilen? Mislim, ne bomo včasih čisto odpele, jaz ne vem. Včasih se zgodi, ja, da imam kak dober dan na to temo, drugače pa mi zelo pri tem pomaga naš Rožle. Aha, harmonikaš torej, ne? Tako, harmonikaš, ja, sploh z njim se doskrat najdemo v kaki taki besedni igri, sploh zato, ker je on iz Belih Vod, jaz pa iz Mozirja in to je... Sam Lobija je vmes, tako da tu se pol mi najdemo v lepi nivi. Super. Kako ste pa izkoristili te koronske čase? Če lahko tako rečem, jaz upam, da se bo hitro vse skupaj odprlo in da bo vse normalno. Torej, kaj, ste bili več z družinami, ste več vadili, kaj ste počeli? To absolutno več s familijami. Zdaj si končno imel cajt, čist cajt, ne? Spoznati ženo pa... Ne, pač ja, v bistvu veliko več cajta smo za to. No. Jaz osebno sem si dal zadatek, da se bom bariton naučil špilati, ko pač nikoli nisem, ne, pač vedno pač Tilen prna špila baritona, ne, in nisem niti rabo. Zdaj pa je bil cajt za to, ne moram reči, da ga že znam, ne, ni tek lahko, tako sem mislil, ali karkoli. Moramo več avgmosa dobiti, ali se temu reče. Malo še, se bo. Ja, malo še. Bo. A si ti njegov mentor, ne, je najdu drugega? Jaz sem sam svetovalec, ko rabi kak posvet, če kak pa to, pa jaz pol lahko kako stvar povem drugače, pa mislim, da imaš enega druga mentorja, koliko jaz vem. Ja, tako. V Boštjanu sem parkrat šel v Mrzdovnik. Aha, super, odličen baritonist. Absolutno. Ampak, nisem da jaz pridn, jaz ne vem malo coda. Ne bo tek strog do sebe, važno je, da uživaš in če ti uživaš, tudi verjamem, da občinstvo uživa. In tudi mi danes uživamo v vaših melodijah. V naročju topline naslednja lepa skladba Abohov. Uživajte. Čez polje, ko krivga prehitro, jesenski je hlad in puščal za sabo je
zemljo poziblo, kjer tlilo je žito, zdaj raste osad. A v hiši domači, naročju topline, sem dušo spočil si, ko legel sem spat. Očitove misli so me pomirile, globoko v meni pustile pečat. Tako je v življenju, viš, sinko predragi, če žalost jeseni tvoj smeh preglasi. Ne vidi nič slabega, večno ne traja, verjemi, pomlad se spet nova rodi. Ko prah sem domači, osamljen prestopil, iz mesta prinesem veliko obljub. A kmalu odkril sem, da tam so lagali, mi vzeli vse sanje, prodali brez gub. Tako je v življenju, veš, sinko predragi, na svetu včasih prav vsem je hudo. A vidi nič slabega, večno ne traja, v naročju topline diše bo lepo. V naročju topline diše bo lepo. V naročju topline, upam, da ste tudi vi zdaj uživali v tem valčku, krasen valček mojih abuhov. Čeprav dva člana sta še zunaj, vaju čakata, ali sta že šla? Po mojem sta že šla, ne vem. Ne morem zaupati, da še vedno čaka, da vas stojita kje tam zunaj. Po mojem sta že kje doma. En lep pozdrav bele vode, ko vem, da gledaš, Rožle. Vsi skupaj ga lepo pozdravljamo, Rožle tam. Kaj je vama pa bližje, glede na to, da so zdaj taki mrzli dnevi, imate raje poletje, zimo ali tam nekaj vmes, jesen, pomlad? Čist tak. A so vsi letni časi vama glih lepi? Jaz imam poletje, drugače ful rad. Jaz tudi. Ampak mi je pa zima tudi ful fajn, pač rad škijam, a ne. Aha. Zdaj sem zadnjič celo prvič turno probo, pa mi je bilo the best, a ne. Tega ne Res? morda sem še celo preveč navdušil nad samo zimo. Imamo drugače poletje, ful mi je, ne vem, cool. Daljše dneve in... Ja. Se mi zdi, da zima vseeno malo ta tema korata že malo prej, a ne vem. To je. Jaz imam tudi raje poletje, več se dogaja. Tako, pa punce so manj oblečene, pa tako naprej. Tudi. Mislim, vse gledamo lahko, Se tudi to če lahko smo rečemo, to je poročeni. nekaj a ne. tega. Pravi, da če hujšaš, mi ni lahko bereš, samo jesti ne smeš, veš. Tako da to Ja, je ni priporočeno. važno, kje si lušte delaš, samo da doma ješ, a ne. Tako, točno tako. Joj, zdaj ne bom jaz kriv, če bo ta videl slučajno tepena doma, ne. Mislim, da jih ne boste poslušala, kurva. Ne. To so stare fore, že vse poznajo. No, Spet super. tega. Hvala Bogu, drage žene. Ok, kakšni so plani za naprej? Povejte mi, vem, da je zahtevno vprašanje, kajti zdaj v tem času noben kaj ekstra ne more planirati. Pa vseeno me zanima, mogoče a boste to 10-letnico delovanja, za katero še enkrat iskrene čestitke, kako predvsem je praznovali
ali ne, kako drugače? Če čisto iskreno, se še sploh nismo osredotočili na to, da je zdaj 10 let, pa da bi lahko kaj pripravili in ti nismo še diskutirali kaj o tem. Morda bi se res podobo, da bi, a ne, se strinjam. Zdaj moramo en sestanek narediti, no, en zaključek ali kaj. Zdaj taki časi so nehvaležni, ko res ne veš, a bi zdaj nekaj ful planiral, pa na veliko delo, pa tak naprej, ne. Pa pol ne veš, a boš lahko to izvedel ali ne, ali sploh bo, pa kakje bojo takrat pogoje, pa tak da. Zaenkrat so to bolj ideje, kakor pa... Smo pa že osnovi bolj ful spontan ansambl, ful ne planiramo, pa kaj naprej, kaj bo še to leto, do konca leta. Pač čist vmes pride, se dokaj spomne, naredimo, ne naredimo, tek pač čist spontano, organsko delamo te zadeve na čist na tak način. Super, spontane reči tudi ponavadi najbolj rate, no. Imamo občutek, da najbolj uspe, če je nekaj spontanega, ne. Tudi prej smo se pogovarjali o skladbah, take načrtovane stvari so ponavadi, no. Smo lahko razočarani. Spontano smo prišli skupaj in spontano smo že 10 let, evo te. Tako. Ja. Jaz sem zelo vesel in kaj ne rečem. Zelo vesel sem, da sta danes naša gostja. Za vse skupaj, fante, lepo pozdravita. In želim vam še veliko lepih, uspešnih let, tako naprej, še veliko lepih skladb. In pa, ko bo priložnost, lepo praznujte to svojo 10. obletnico. Bomo povabili. Boste povabili? Bomo povabili. Bom zelo vesel. Bomo povabili. Okay. Že komaj čakam, tako da vse lepo vama želim. Vam pa, spoštovani gledalci, prav tako, en lep večer še naprej. Se gledamo prihodnji četrtek, do takrat pa srečno. Stojiš pred menoj, se v sreči smejiš, a vem, da v sebi drhtiš. V obleki si beli, lepa kot sem, in v rokah mašopek držiš. Spominjam se tiste tople noči, ko sem te privil na srce. Dišale so trave, čriček je pil, ti rekla si, da ljubiš me. Zaupaj, podaj mi roko, verjemi, da ljubim močno. Te od dneva že, odkar sem te spoznal. Predvsem mi obljubo povem, nikoli od tebe ne grem. Vse življenje te bom ljubil, varoval. Spominjam se tiste tople noči, ko sem te privil na srce. Dišale so trave, čriček je pil, ti rekla si, da ljubiš me. Zaupaj, podaj mi roko, verjemi, da ljubim močno. Te od dneva že, odkar sem te spoznal. Predvsem mi obljubo povem, nikoli od tebe ne grem. Vse življenje te bom ljubil, varoval. Predvsem mi obljubo povem, nikoli od tebe ne grem. Vse življenje te bom ljubil, varoval. Vse življenje te bom ljubil.